Lepim prijatelj, želim iz Dunaja. Danes pogledam na zanimiv objekt, ki ni ne galerija, ne muzej. Pravilno ste razumeli, ni ne galerija, ne muzej. Gre za sežigalnico odpadkov. Bolj rečeno, za napravo, za termično obdelavo odpadkov. In sicer v delu mesta Dunaj, imenovanem Špitalov. Pa si pogledamo nekaj kratkih podatkov na začetek. Začeli so jo projektirati leta 1966 in jo predali svojemu namenu leta 1971. Dimnik, ki ga vidite v ospredju ali pa v delu tega posnetka, je visok 126 metrov, energetski objekt pa zmore kar 400 megavatov doprinosa energije. No in vrnimo se začetku. Objekt, tako kot ga vidite v tem posnetku, je oblikoval znameniti umetnik in arhitekt Hundertwasser, znan po svojih izjemnih rešitvah objektov, predvsem pa njihovih zunanjih izgledov. In zakaj smo tukaj? Z enega od razlogov, ki smo jih navajali v nekem svojem prispevku, ko smo posneli kratek utrinek s pogledom na ljubljanske moste. Kadilo se je, močno se je kadilo iz energetskega objekta, ki stoji med samimi stolpnicami oziroma naseljem mesta Ljubljane. In vsi so nas napadli, da trdimo, da to ni dim, ampak da je to para. Prav, pa naj bo para. In zdaj si tukaj pogledajte, a vidite v tem objektu, oziroma okolici tega objekta, dim ali paro. Ne enega, ne drugega. Torej gre za sežigalnico, ki termično obdela veliko odpadkov, predeluje energijo, pri čemer pa, ne boste verjeli, v okolju ne ustvarja nikakršnih stranskih učinkov. In to bistveno manj kot katerakoli sežigalnica v tem delu Evrope. No, kakšne učinke ustvarja energetski objekt v Ljubljani, naj povedo ekologi in strokovnjaki. Mi za Dunajsko trdimo, da v okolje ne prinaša nekih velikih negativnih vplivov. Je pa res, vse posod, kjer se nahajajo energetski objekti, so tudi delno neke vrste stranski učinki. Lepo se imejte s pogledom na ta zanimiv objekt, ki, kot rečeno v uvodu, ni ne muzej in ne galerija. Je energetski sežigalni objekt na Dunaju. Lep pozdrav iz Dunaja.